Učenje predstavlja ključen del našega akademskega, športnega, glasbenega, lahko rečemo tudi splošnega uspeha pri doseganju ciljev na različnih področjih. Še posebej v današnjem hitro spreminjajočem se svetu je bistveno, da se znamo novim situacijam dobro prilagajati ter učinkovito usvajati nova znanja in veščine. V tem poglavju o učenju bomo tako spoznali, kaj to je, kako poteka in kakšne so strategije, da postane naše učenje čim bolj uspešno. Še posebej za športnike in glasbenike velja, da morajo biti zaradi večjih časovnih obremenitev čim bolj učinkoviti pri svojem učenju. Je pa učenje učenja pomembna tema prav za vsakega izmed nas. Spoznali bomo, kaj je eksplicitno in implicitno učenje, da učenje poteka v formalnih in neformalnih okoliščinah, kako deluje naš spomin ter kako to upoštevati pri lastnem učenju. Pozornost bomo namenili tudi preučevanju, kako vam lahko poznavanje sebe kot učenca pomaga pri učinkovitejšem učenju. Na koncu pa se bomo pogovorili še o motivacijskih in čustvenih vidikih učenja. Spoznali bomo, kaj je strah pred neuspehom, ter kako lahko nefunkcionalna prepričanja o neuspehu ovirajo učenje. Zato, da pridete do rešitve, ki bo preverjena, ki bo upoštevala razmišljanje vseh, ki so vpleteni. Učenje opredeljujemo kot dokaj trajno spremembo v mišljenju, čustvovanju ali vedenju, ki je posledica izkušenj. Ob izrazu učenje najpogosteje pomislimo na šolsko učenje, učbenike, preverjanje znanja. To so vidiki, ki se nanašajo na formalno učenje, torej na učenje, ki se odvija v inštitucijah za izobraževanje in usposabljanje, v vrtcu, šoli, na fakulteti, v avtošoli, ter vodi do priznanih diplom in kvalifikacij. Učenje pa poteka tudi v vseh ostalih kontekstih, kjer ljudje delujemo, doma, v različnih krožkih in podobno. Najverjetneje znate skuhati kavo, poslati priporočeno pismo, postaviti šotor. Vse to so primeri z področja neformalnega učenja. Učenja, ki ni namenjeno pridobivanju stopnje izobrazbe ali nekih formalnih kvalifikacij. Razlikujemo tudi med eksplicitnim in implicitnim učenjem. Eksplicitno učenje je učenje, ki je namerno in aktivno. Takrat vemo, da se učimo, bodisi v formalnem kontekstu šole, recimo učenje poštevanke, učenje pravil odbojke, učenje simbolov za elemente v periodnem sistemu ali pa v neformalnem okolju, naprimer učenje inštrumenta, učenje peke tort. Implicitno učenje pa je učenje, ki poteka neozaveščeno in nenačrtno, večinoma poteka kot učenje z opazovanjem in posnemanjem. Na ta način smo se naučili maternega jezika, hoje, pospravljene sobe. Po načelih implicitnega učenja se učimo tudi stališč, prepričanj in socialnih spretnosti. Tako na primer ne vemo, zakaj imamo nek predsodek, ker takrat, ko smo ga vzpostavili, nismo bili pozorni na to, da se učimo. Da spoznamo sebe kot učenca, je pomembno, da preizkusimo več različnih pristopov in ugotovimo, kaj za nas najbolje učinkuje. Včasih kakšnih učnih pristopov ne uporabljamo, ker so nam bili napačno predstavljeni. Pogost je na primer odpor do izdelave miselnih vzorcev kot učne strategije, zaradi izkušnje, ko so morali učenci miselne vzorce prepisovati ali izdelovati natančno po navodilih učiteljev. V tem modulu bomo spoznali tudi nekaj priporočil za učinkovito učenje pisnega oziroma branega gradiva in slišanega gradiva. Poznamo strategije ponavljanja, katerih cilj je zapomnitev gradiva. Uporabimo jih pri ponavljanju informacij, ki si jih je potrebno zapomniti in znati obnoviti, ter pri tipih preverjanj, ki bodo zahtevala predvsem ponovitev naučenega. Primer je recimo večkratno branje in prepisovanje gradiva, glasno ponavljanje ključnih besed, uporaba mnemotehnik in podobno. Elaboracijske strategije so strategije povezovanja novih informacij s predznanjem. Uporabljamo jih, kadar je naš cilj učenje z razumevanjem.
Pri elaboracijskih strategijah gre za to, da naše obstoječe pojmovne kategorije preoblikujemo na način, da bomo učinkovito vključili novo znanje. Zato uporabljamo na primer povzemanje s svojimi besedami, vzajemno poučevanje oziroma učenje drugih, postavljanje in odgovarjanje na vprašanja. Organizacijske strategije so strategije urejanja informacij z namenom, da dosežemo učenje z razumevanjem, na primer grafično prikazovanje gradiva ali ločevanje glavne misli in podrobnosti. Pri tem poudarjava, da vsako učenje z razumevanjem najprej zahteva pomnjenje in dobro avtomatizacijo osnovnega znanja. Zapomnitev teh osnovnih informacij in njihova avtomatizacija sta potrebni zato, da lahko kasneje informacije povezujemo med seboj, o njih presojamo, jih uporabimo in se do njih opredeljujemo. Več o učnih strategijah in pristopih ter kako oblikovati učinkovite lastne vzorce učenja bova predstavili v nadaljevanju modula.